Lepo pozdravljeni v mesecu decembru. Kaj nam prinašajo zvezde, bomo pogledali sedaj. Ne zamudite svojega znamenja, kajti december je izjemno pomemben, dobra odskočna deska za naslednje leto. December prinaša ogromno sprostitev, veselje, radost in vse tisto, kar v novembru nismo zmogli začutiti zaradi retrogradnega Merkurja, tako v decembru se vse sprosti. In sicer že 5. decembra je polna luna v dvojčkih, kar pomeni, da boste komunikativni, odprti za srečanja, druženje in seveda klepetavi v vseh pogledih. To bo odlična priložnost, da se pomenite o vsem, kar vas muči, pa tudi o vsem tistem, kar vas veseli. 10. decembra gre retrogradni Neptun v ribah v direktno fazo, kar pomeni, da boste začutili navdih, večjo povezanost z angeli, z naravo in predvsem ribe boste končno začutili tisti pravi optimizem, ki vam bo dal več, kot si lahko predstavljate. 11. decembra bodite previdni, kajti Merkur se povezuje z črno luno, kar pomeni, da boste uporniški v besedah, prehitre izjave lahko koga prizadanejo, sočasno pa gre potem zvečer 20 minut pred polnočjo Merkur v znamenje Strelca in začne se res veseli december. Ko Merkur pride v Strelca, se zgodi nekaj, kar se vas odpre za dogodivščine, za veselje, za potovanja, tudi izobraževanja. Nič vam ni težko, kajti Strelčeva energija vam da v misli in besede, pa tudi v akcijo tisto nekaj zadovoljstva, da se zgodijo premiki. 15. decembra Mars preide v Kozoroga, kar pomeni, da boste dobili voljo za nove temelje, za pospravljanje doma, za pospravljanje papirjev. Za vse tisto, kar do sedaj se niste mogli pripraviti, vas bo Mars v Kozorogu aktivno pripravil do tega. 20. decembra se zgodi mlaj, dovrši mlaj v znamenju Strelca, kar podpre nove začetke z 21. decembrom in sicer vse, kar imate v domišljiji, v energijah za tudi prihodnje leto, vam že ne samo 21. december podpre, ko pride sonce v Kozoroga, ampak že 20. december, ko mlaj se zgodi v Strelcu, se vam vse, kar je oviralo vaš optimizem, sprosti in lažje pridete na zeleno vejo svojo energijo in jo potem pametno vložite v nove temelje za leto 2026. 20. decembra, 10-11 minut čez 8. uro, pride črna luna v znamenje Strelca, kar boste najbolj čutili škorpijoni, ko bo odšla od vas in vas sprostila, da ne boste več tako jezljivi, uporniški in pa tudi nekako nemirni, ampak Strelci boste pa dobili več ognja. Črna luna v znamenju Strelca za naslednje obdobje prinaša ogenj v energijo telesa, ogenj v energijo strasti, tako da prihaja bolj strastno obdobje, ki ga boste seveda najbolj čutili Strelci, pa tudi Raki in pa seveda vsi ostali, ki si dovolite čutiti življenjsko energijo, strast v svojem življenju. 21. decembra ob 3 minute čez 4 pride sonce v znamenje Kozoroga in se dovrši zimski solstici, kar pomeni, da prihaja čas, ko položimo svoje želje v globino zemlje. To je tisti čas, ko se začne prebujati potem korenine, ki na pomlad prinesejo rezultate. Tako da 21. je tistih 12 svetih dni Božiča, ko se začne po vseh keltskih in vseh običajih prebujati tista energija, ki je za nas najpomembnejša, da ostanemo prizemljeni, da nismo v depresiji in da smo aktivni v svoji človečnosti. 24. decembra na predbožični večer pa Venera pride v Kozoroga, kar pomeni, da bo Božič tradicionalen, da bodo tradicionalne vrednote prišle v ospredje, tudi tradicionalna ljubezen in se prihaja obdobje, ko bomo želeli imeti tradicijo zase, za svoje običaje in da bomo s tem nekako praznovali družinsko obdobje in pa prehod novega leta. Torej, to je en tak uvod v decembrske dni, v novo leto. Kaj pa vam prinaša po posameznih znamenjih, pa poglejmo sedaj.
Ovni boste polni entuzijazma vse do 15. decembra, ko je Mars bo v znamenju Strelca in vas bo podpiral v regeneraciji, v aktivaciji vsega, kar si želite, tako doma kot v komunikaciji, v izobraževanju, tudi potovanja v tujino lahko, da boste že nekako zabukirali za prihodnje leto, kajti polni boste tega navdiha, kam vse si želite iti. Po 15. decembru boste ovni pregledali, kaj vse je potrebno narediti, zaključiti, tako doma kot v poslu in boste zelo delovni. Energije in zvezde vas bodo podpirale pri prenovi zdravja, službe, lahko boste naredili nove načrte ali za svoj posel ali za službo, naredili tudi menjavo službe. Dosti močni boste v svojih željah in zahtevah, tako da lahko dosežete veliko več, kot ste pričakovali. Biki, imate v mesecu decembru priložnost se pomiriti s sabo na nov način, kajti Uran je spet v vašem znamenju, kar pomeni, da ste lahko spet nestrpni, nemirni in tudi zvezde bodo malo to potencirale, ampak pomembno je, da ste znotraj sebe harmonični, da potem na plano pride vaš humor, vaša energija povezovanja, da se pomirite z brati, sestrami, da se pomirite s svojo okolico in da predvsem ideje in komunikacijo usmerite v pozitivno smer in ne v nestrpnost. To bo predvsem konec decembra pomembno za vse odnose, kajti na hitro si lahko pokvarite še tako lepe odnose, tako da pazljivo v konec decembra ne prehitevati z željami, ne prehitevati z energijo, ampak bodite srčni, strpni do svojih bližnjih, še posebej do vseh tistih, ki jih ne želite izgubiti. Odnosi vam naj bodo na prvem mestu, to je podpora zvezd za vas v letošnjem letu, tako da december ne favorizirajte posla, ampak svoje domače. Dvojčki, imate v decembru pomembno nalogo postaviti se zase, pobrskati po sebi, najti globoka čustva, ki jih zatirate in reči Bobu Bob. To bo za vas zelo pomembno, kajti mlaj oziroma polna luna v vašem znamenju 5. decembra vas bo postavil v ospredje, vsi bodo nekako vas opazili, družba bo, ko se gnetla okoli vas, ampak vas bodo določene stvari mučile in to bo vsem jasno vidno. Tako da pokažite iskreno, kaj vas muči, izrazite se, razčistite z bratje, sestrami ali z bližnjimi, kaj je tisto, kar vas muči in potem bo december takšen, kot si želite. Ne čakajte do konca leta, ampak že prej naredite vse, kar je potrebno, da boste nekako sproščeno ustvarjali in to se vam lahko konec meseca pozna tako na vašem finančnem prilivu, kot tudi na sproščenosti. Če boste zadrževali svoja čustva oziroma ne želeli koga prizadeti, pa boste skrivali svoje počutje, se to ne bo dobro zaključilo za vas, tako da se lahko zgodi, da boste se čutili odrinjene, pozabljene in ne bo najlepši december. To je odvisno sedaj od vas, kako se boste lotili. Raki, imate v decembru odlično priložnost praznovati, se družiti, tudi potovati v tujino, na daljše razdalje. Luna v dvojčkih vas bo podprla v komunikaciji, potem mlaj v strelcu vas bo podprl v novih začetkih, vse je močno vezano na tujino, tako da razmislite, katere priložnosti imate ali za študij v tujini ali za delo v tujini, vsekakor so možnosti na polno odprte. Jupiter je še v vašem znamenju, kar še dodatno podpre priložnost za večje spremembe, tako da ne se iti na premajhno, ampak se aktivirajte na polno. Črna luna je še do 20. v znamenju Škorpijona, kar pomeni, da boste lažje odkrivali svoja globoka zatrta čustva, strast bo prihajala na plano, tudi jeza, pametno jo uporabite za samozdravljanje, kajti po 20. decembru bo črna luna v strelcu, kar za vas pomeni, da se boste lažje sprostili, lažje boste začutili optimizem in tudi se lažje in hitreje odločili za spremembe, ki so vam potrebne.
Levi, imate v decembru odlično priložnost, do 21. boste sijali v dogodivščinah, potovali se, učili, odprti boste za razne energije, za priložnosti, tudi za medsosedske odnose, strpni boste do vseh, prijazni, sproščeni, tako da vsi bodo imeli superlative za vas. Po 21. decembru bo pa, kot da ste druga oseba, usmerili se boste v svoj posel, v svoje temelje, začeli načrtovati že za drugo leto pomembne stvari, kar vam bo tudi prineslo veliko sreče. Tako da od 21. decembra naprej boste predvsem pozorni na svoje finančno stanje, na svoje temelje in na tisto, kar si želite v letu 2026 materializirati. Device, imate v mesecu decembru priložnost osvoboditi se bremen, ki jih nosite na duši. To bo izjemno pomembno v prvi polovici decembra, kajti vse tisto, kar vam leži na duši, bo nekako prišlo na plano, lažje boste to videli, lažje skomunicirali in tudi bolj se boste zavedali vsega, kar zares niste naredili najboljše ali pa drugi niso se najboljše odreagirali, ampak tokrat ne boste mogli kar preskočiti in pozabiti ter se zakopati v delo, ampak boste mogli reči Bobu Bob, se pogovoriti in razjasniti svoje čustva ter čustva bližnjih, če seveda želite harmonijo v nadaljnjem potem decembru. Druga polovica decembra vas bo podprla v materialnih dobrinah, nekako v darovih, ki jih boste sprejemali, ne dajali, in polni boste želja po druženju, srečali boste zanimive ljudi, tudi tiste iz preteklosti, za katere ste že mislili, da ste z njimi opravili. Tako da bodite iskreni do sebe, do njih, do vseh ljudi, ki jih ponovno srečate. Ne biti pretirano prijazni, če ne čutite tega, ampak iskreno pokažite svoje srce, tudi svoje rane in s tem si boste dali priložnost, da se globinsko pozdravite. Tehnice, imate v decembru eno tako zanimivo vlogo, nikjer ne boste močno prisotne, pa povsod boste malo potrebne, tako da vas bodo želeli ljudje v svoji družbi, ampak ne za predolgo časa. Tako to boste instinktivno začutile in boste nekako prehajale iz obiska na obisk, ne boste nikjer dolgo, niti ne boste želele biti dolgo, ampak Venera v Strelcu bo poskrbela, da boste hitro šle naprej, potovanja vas bodo vabila, energije bodo želele, da pregledate svojo garderobo, da se obnovite tako fizično kot duhovno in lahko, da se boste odločile za kakšno izobraževanje, sodelovanje s tujino in pa seveda želele si boste drugačnega življenja, takšnega, kot ga boste imeli v decembru. Bolj umirjenega, bolj polnega, bolj sproščenega ter ljubečega. Nič posebnega se ne bo zgodilo, ampak to bo ravno to, kar bo vam v tako veliko zadovoljstvo. Čas bo na vaši strani in to bo za vas super. Škorpijoni, boste v decembru bolj strastni kot vsi ostali. Vodnari še boste lahko z njimi tekmovali, ampak škorpijoni boste imeli podporo za srečo, za ljubezen, za ljubimce, ljubice, za igre na srečo. Vse živo se bo dogajalo, nenadne spremembe bodo na voljo, če se boste seveda šli zraven, kajti vaš vladar Pluton je v znamenju vodnarja in bo poskrbel za novosti, za srečo in za vse tisto, kar do zdaj niste mogli realizirati. Iz vašega znamenja gre črna luna in sicer 20. decembra. Do takrat boste še uporni, čutili strast in pa željo, da nekaj dokažete sebi in drugim, predvsem sosedom, in pa da poskrbite za to, kar do zdaj niste mogli ali skomunicirati, zbrati s sosedami ali na kakršenkoli način niste zmogli razrešiti. To je zdaj sedaj idealen čas, zvezde vas podpirajo, da razrešite vse gordijske vozle,
zvezde, da poskrbite za razrešitev svojega življenja, moč imate, podporo zvezd tudi. Konec decembra boste pričakali v nemiru, veseli boste, da je konec leta, hkrati boste pa želeli, da se energije umirijo, da lahko zaspite takrat, ko si želite in da vas ta notranji nemir spusti. Nemir bo pa spustil takrat, ko boste poskrbeli za preteklost, da je razrešena. Tako da ne izražajte ničesar, kar ne mislite resno, ne laskajte drugim, ampak se pomirite in bodite to, kar ste. To je dovolj dobro za vse tiste, ki vas imajo radi. Kozorogi, imate v decembru odlično priložnost za ljubezen, za manifestacijo življenja, ki si ga želite. V vaše znamenje namreč pride tako Mars kot Venera, pa tudi Sonce po 21. Tako da boste polni sreče, ljubezni in tudi volje, da nekaj naredite. Po 15. ko bo Mars v vašem znamenju, boste aktivni v vseh pogledih in želeli si boste predvsem narediti nove temelje v že obstoječi vezi. Samski imate priložnost za nove stvari, za nove veze, za dušo dvojčico. V tem sem pa ravno kar ugotovila, sem strelce preskočila, tako da se vračamo za ljubezen tudi k strelcim, kajti preden boste kozorogi imeli priložnost za ljubezen po 15. decembru, bodo to žogco imeli strelci. Strelci, do 20. imate odlično priložnost, da postavite svoje ljubezensko življenje v ospredje, da ste vi v ospredju. Po 20. pride črna luna v vaše znamenje, tako da boste začutili strast in uporništvo. In pa strelci, imate priložnost dejansko do 20. ustvariti svoje življenje na čisto svoj način. Ne boste veliko govorili, bolj boste aktivni v vseh pogledih. Jupiter je v znamenju raka, kar pomeni, da lahko ali ustvarite nov dom ali novo družino, da lahko srečate pravo dušo, sorodno dušo za vas, dušo dvojčico, kakršnakoli cilje imate, začutite, kaj bi vas zares osrečilo. Tako da glede ljubezni so prav strelci in pa kozorogi ste najbolj v ospredju in najbolj blagoslovljeni na tem področju. Evo, zdaj pa prehajamo na vodnarje. Vodnarji, imate priložnost postaviti sebe na prvo mesto in svojo kreativnost. Uran, vaš vladar, je še v znamenju bika, zadnjič, zelo na kratek čas, tako da upoštevajte ideje in vse tiste genialne zamisli, ki se v vas nekako porodijo, ter jih izrazite. Razširite svoje ideje na način, da jih skomunicirate, se o njih pogovorite in jih na zabaven način podelite z bližnjimi, pa tudi s tistimi, ki jih bodo z vami ustvarjali. Tako da vodnari, imate nujno potrebo po komunikaciji, zato se sprostite. Tako v prvi polovici decembra kot v drugi bo komunikacija tista, ki bo naredila vaš december dober. Odnosi bodo v drugi polovici decembra pomembni, ne se zaustavljati na eno osebo, ampak se sprostite in pa razmislite, kdo vse vam je pomemben, ter bodite srčni do njih, predvsem v komunikaciji in pa tudi v tem, kako o njih razmišljate, kajti vaše misli so bolj močne kot v drugih v tem obdobju in ljudje bodo intuitivno zaznali, ali ste do njih pozitivni ali ne. Tako da Pluton v vašem znamenju in pa Uran, vaš vladar v biku, bosta močno povezana in vam dala nadstandardne možnosti ustvarjanja z energijo, s katero boste pristopali v odnose. Tako da zanimivo in pestro bo, od vas bo pa odvisno, kakšen bo december. Ribe, imate bolj sproščeno verzijo decembra, veliko boste v službi, veliko boste razmišljali o svojem zdravju in pa veliko boste želeli narediti za druge, kar vam bo tudi uspelo. Vaš vladar bo direkten v vašem znamenju, še zadnjič pri vas, tako da boste nekako čutili, da je resnično zadnja faza enega obdobja, da se zaključuje eno obdobje in lahko, da boste zaključili ali obstoječo službo ali obstoječo vezo ali samo odnos
do obstoječe veze in službe in potem šli na novo raven, novo sodelovanje, nov način ustvarjanja. Srečo boste imeli v vseh pogledih in predvsem v kreativnosti, tako da tudi igrajte igre na srečo v drugi polovici decembra, kajti lahko se zgodi, da vas zvezde oziroma da vas duša in angeli podprejo v tem, kar si iskreno želite iz srca in duše. Tako da ribe ustvarjajte z energijami, bolj kot z ljudmi in zdravje in sreča vam bosta sledila. Malo obširneje horoskop za december, upam, da ste razumeli svoje znamenje in tudi tisto, kar vas je zanimalo in da boste srečno, odprto in zanimivo sprejemali vso podporo zvezd, seveda pa sledite svojemu srcu, intuiciji, ne glede na zvezde, tako se vedno potem dobro konča. Srečno v decembru in lep preskok v novo leto. Srečno!